V srednji šoli na Jesenicah je potekala okrogla miza o deficitarnih poklicih, o strojništvu, o tehničnih poklicih in pa izzivih, na kateri so spregovorili delodajalci, profesorji, župani, direktor Zavoda za zaposlovanje območne službe iz Kranja, iz firm Elana, Sumida, Damateksa in povedali, kakšna so njihova pričakovanja za bodoči kader, ki naj bi ga zaposlili, ko bodo ti fantje, dekleta končali svojo izobrazbo ali se usmerili naprej na fakultete. Tukaj na okrogli mizi izpostavljajo pravzaprav tehnične poklice. Kako jih sploh približati, kakšni so izzivi? Vi kot direktor Zavoda za zaposlovanje verjetno veste, kakšno je povpraševanje po kadrih. Povpraševanje je zelo veliko, pravzaprav številčno gledano je povpraševanje 4-krat večje, kot pa imamo mi kadra v naših evidencah brezposelnih oseb, ki bi delal na tem področju, kar pomeni, da se je treba temu kompleksno tudi lotiti problematike. Mi kot Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje lahko delno pri tem pomagamo na načine, ki jih imamo. To pomeni promocija teh poklicev med našimi uporabniki, med našimi brezposelnimi, to pomeni osveščanje, ozaveščanje, izpostavljanje prednosti, ki jih ti poklici imajo, tudi lokalno okolje. Če smo danes v Jesenicah, je pri tem lahko prednost. Po drugi strani pa rešitvi te problematike in tem dilemam vabimo tudi delodajalce, šole, druge institucije in pa seveda starše in pa družinska okolja, iz katerih naši uporabniki potem prihajajo in tudi dijaki, kar pomeni, da predstavimo te poklice skupaj kot neko vrednoto, kot nekaj, kar spada zraven in da ravno tako kot družba potrebuje sposobnega, pridnega, motiviranega družboslovca, enako potrebuje tudi sposobnega tehnika. Oba se morata pa še veliko naučiti, tudi ko pridete iz šole, temu rečemo potem vseživljenjsko učenje. No, glede na to, da je bilo izpostavljeno, da je letos zelo slab vpis za strojnega na strojni šoli na Jesenicah za tehnične poklice, kje pravzaprav mislite, da je feler vsega tega? No, ne bi govoril o felerju, pravzaprav gre dejansko tukaj za izzive v neki realnosti, v kateri smo vsi skupaj. Osebno mislim, to je moje osebno mnenje, da je treba k tem pristopiti zelo zgodaj, kot je bilo že izpostavljeno. Imamo krasna podjetja, napredna podjetja, ki so razvojno zelo močna, ampak prav je, da znamo ves ta potencial tudi predstaviti učencem že mogoče v zadnji triadi osnovne šole. Se pravi, moj predlog bi bil obisk teh podjetij pri učencih, se pravi pri tistih, kjer se zgodba pravzaprav začne, da bodo oni dovolj zgodaj začeli razmišljati, kaj bi jih zanimali, zakaj bi se vpisali v ta področja, ne pa potem, ko je že skoraj prepozno, zdaj se pa moram nekam vpisati. In sem vpisal tam, kjer mi je najbližje, ali pa za tam, kjer mu dobil najboljšo štipendijo. Mislim, da to ni prava pot. Prava pot je vsebina, motivacija, želja in strast. Zakaj meniš, da se mladi tako malo odločajo za strojne poklice, tehnične poklice, kakršne prav tokrat izpostavljajo na srednji šoli Jesenice na okrogli mizi? Ja, znotraj osnovnošolskega izobraževanja imajo učenci morda že sistemsko premalo možnosti za področje karierne orientacije. Znotraj naših delovnih nalog se jim trudimo zagotoviti čim več teh vsebin. Menim, da morajo učenci dobiti čim več konkretnih izkušenj o posameznih smerih, o posameznih poklicih. Vidni so trendi spreminjajočih se let in trenutno je res opažen trend upadanja zanimanja za poklice z področja strojništva, še vedno pa vztraja zanimanje za področje računalništva in mehatronike. Tako da mislim, da je tukaj treba izkoristiti potenciale in učence potem morda po zaključeni srednji šoli povabiti s pridobljenimi kompetencami z področja tehničnih poklicev, potem tudi v te tehnične poklice. Osnovnošolci so tudi na ravni njihovega razvoja, osebnostnega razvoja še premladi za dokončne karierne odločitve, je pa sigurno osnovna šola pač vstopna točka, kjer imajo starši izredno veliko vlogo seznanjanja svojih otrok s posameznimi poklici, seveda v partnerstvu šol. In koliko devetošolcev se je sploh odločilo za srednjo šolo Jesenice iz šole Antona Tomaža Linharta za letošnje šolsko leto? Letos izredno malo, na področje strojništva
sploh ne. Nekaj učencev se je vpisalo na področje predšolske vzgoje, pa en učenec na področje zdravstvene nege. Odeležili ste se te okrogle mize in podali svoje mišljenje na vse te poklice, na strojništvo. Kako vi razmišljate z bodočimi temi, ki so zdaj tukaj na srednji šoli, kasneje na fakultetah in potem, ko pridejo v vaš razvoj? Ja, jaz prihajam iz podjetja SIJ Acroni, se pravi iz največjega jeklarskega podjetja v Sloveniji, pa tudi iz enega večjih ali pa vodečih podjetij z področja izdelave jekel v Evropi. Zdaj jeklarska tradicija, ki jo poznamo na Jesenicah, je dolga malenkost več kot 150 let. In mogoče si to jeklarsko tradicijo še zmeraj predstavljamo kot neko, industrijo, kjer se zaposluje ljudi, ki so, zaposleni v nekih težaških pogojih dela, ampak stvar se je v vseh teh 150 letih, dajmo reči, precej spremenila. Se pravi, proizvodna jekla danes poteka na modernih linijah, modernih agregatih in seveda, da vsa ta tehnološka postrojenja normalno tečejo, rabimo, tehnične poklice različnih branž, od elektrotehničnih smeri, strojnih smeri, področja mehatronike. Kaj je zanimivo, Zanimivo je to, da si kljub temu, da gre za neko, staro industrijo, se pravi proizvodno jekla in železa, tudi v današnjem modernemu načinu, pa modernemu svetu, pač brez jekla, pa brez izdelkov iz jekel, današnjega, življenja ne moremo predstavljati. Se pravi, jekla uporabljamo za moderne stavbe, za moderne konstrukcije, za moderna vozila in da vse to pač funkcionira, rabimo tudi določeno, dajmo reči, gradbeno mehanizacijo, s katerim si pač ustvarimo ta okolje, v katerem bivamo. Posebej ste poudarili, da je pomembna komunikacija, povezovanje in zagotovo tudi vztrajnost. Tako, brez, veščin komuniciranja, poslušanja sodelavcev, si pa nekako modernega načina komunikacije v podjetju pač ne moremo zamišljati. Vse nove izdelke, dnevne time, vodenje procesov poteka prek, mi rečemo temu, strokovnih timov, kjer vsak predstavnik tima pokaže svoje poglede, predstavi svoja mnenja, ta mnenja se tam dogovori, prediskutira in na podlagi tega tudi izvedemo potem končne ukrepe, potegnemo določene poteze, prek katerega se moderna podjetja vodi. Kdo pravzaprav lahko pridobi štipendijo v SIJ Acroni za tehnične poklice? Ja, dober dan, želim, hvala lepa za vprašanje. Pravzaprav se za štipendijo lahko prijavijo vsi, ki želijo se vpisati na pridobiti deficitarni poklic, v tem primeru konkretno smer strojništva, smer elektrotehnike, smer metalurgije. Tako da pri nas nudimo štipendije tako za poklicne srednje šole, za srednje šole in pa za fakultativno izobrazbo. Se pravi, metalurška fakulteta, se pravi strojna fakulteta, elektrofakulteta, predvsem pa zdaj apeliramo na začetku za srednjo šolo strojno in pa elektrošolo. Elektrikarji, strojni mehaniki, to so vsi, ki so pri nas več kot dobrodošli. In koliko štipendij na leto daste v SIJ Acroni za srednjo šolo, koliko za fakulteto in od česa je pravzaprav odvisno, kdo si lahko pridobi štipendijo? Je to od uspeha, potem nudite tudi prakso? Tako je. V tem momentu imamo skoraj 80 štipendistov, tako na srednji šoli kot pa fakulteti. V tem momentu na novo ponujamo 31 štipendij, srednjih in pa fakultativnih. Prijavi se lahko, se pravi, ko dobimo preveč kadrov oziroma preveč vlog, izbiramo glede na učni uspeh, izbiramo glede na višji letnik šolanja, zaradi tega, da lahko zožamo izbor in na ta način mogoče čim prej pridobimo tudi kader. Omogočamo pa vsem, ki so dobri, tudi nadaljnje štipendiranje, se pravi tako v srednji šoli kot dodiplomski študij in tudi podiplomski študij.